Pozdravljeni! V tem posnetku si bomo pogledali razliko med pravno in ekonomsko lastnino. Pa najprej definirajmo obe vrsti lastnine. Pravna lastnina je institut pravnega reda. Lastninska pravica zajema pravico do uporabe stvari, do donosov od stvari, do razpolaganja s stvarjo in pa do uničenja oziroma poškodovanja stvari, vkolikor pri tem ne škodujemo drugim. Pravna lastnina pozna lastninsko pravico, ta je bila včasih absolutna in počasi postaja relativna, saj je omejena z lastninskimi pravicami in drugimi pravicami ostalih ljudi. Primer pravne lastnine je na primer stanovanje. V zemljiški knjigi smo vpisani kot pravni lastniki stanovanja, zato imamo na tem stanovanju neka določena upravičenja. Stanovanje lahko uporabljamo, lahko pobiramo njegove donose, v tem primeru govorimo o civilnih plodovih najemnini. Prav tako lahko razpolagamo s stanovanjem, torej stanovanje prodamo in pa poškodujemo oziroma uničimo vsebino stanovanja oziroma stanovanje samo, vkolikor pri tem ne poškodujemo lastnine drugih, se pravi tujih stanovanj. Po drugi strani pa poznamo ekonomsko lastnino. Pri ekonomski lastnini je glavno, da definiramo ekonomskega lastnika. Ekonomski lastnik je tisti, ki od stvari pridobiva PC, torej čisti proizvod. Torej, za definiranje ekonomske lastnine ne zadošča to, da ima nekdo od ekonomske lastnine nekaj koristi, ampak mora od stvari dejansko pridobivati čisti proizvod. Kot primer ekonomske lastnine lahko rečemo, da je to na primer nek avto, v katerem otrok, avto staršev, v katerem otrok prevaža potnike, da bi zaslužil denar, na primer pod podjetjem Uber. Torej, v tem primeru je otrok ekonomski lastnik avtomobila, saj od avtomobila pridobiva nek čisti produkt. Pravna in ekonomska lastnina se razlikujeta in pomembno je, da poznamo razlike med njima. Zato si zdaj poglejmo še 4 glavne razlike, kot jih definiramo pri ekonomiji. Torej, razlike med pravno in ekonomsko lastnino so 4. Prva razlika je v subjektu, druga razlika je v objektu, tretja razlika je v lastniku, četrta razlika pa je v upravičenju. Pa si poglejmo prvo razliko, subjekt. Pravna lastnina omogoča, da je subjekt lastninske pravice tako fizična kot tudi pravna oseba. To pa pri ekonomski lastnini ni mogoče, saj pravna oseba od same stvari ne more pridobivati čistega produkta. Zato si moramo zapomniti, da je subjekt pravne lastnine lahko tako fizična kot pravna oseba, subjekt ekonomske lastnine pa zgolj fizična oseba. Druga razlika je v objektu. Pri pravni lastnini govorimo, da je lahko objekt pravne lastnine zgolj stvar, torej tudi neka stvar, od katere nimamo popolnoma nobene koristi oziroma čistega proizvoda, medtem ko pri ekonomski lastnini govorimo o lastnini samo nad dobrinami, torej nad nekimi stvarmi, od katerih lahko pridobivamo čisti proizvod. Tretja razlika je v lastniku. Pri tem predvsem mislimo na to, da sta lahko pravna in ekonomska lastnika različna, seveda sta lahko tudi enaka. Primer, da se pravni in ekonomski lastnik ujemata, je na primer, če oče s svojim avtomobilom pelje za Uber, torej to, kar smo povedali zgoraj, da je počel njegov otrok. Lahko sta pa, kot rečeno, lastnika lahko različna in to je bil v bistvu ta naš primer od zgoraj. Torej, pravni lastnik avtomobila je bil en od staršev, ekonomski lastnik je bil pa dejansko otrok, ki je peljal ta avto za Uber in s tem pridobival nek čisti proizvod. Pravna in ekonomska lastnika se lahko spreminjata neodvisno eden od drugega. Kot primer vzemimo, da en starš avto prepiše na drugega starša, pri tem pa ekonomski lastnik, torej otrok, ostane enak, saj otrok še naprej uporablja to vozilo, da pridobiva čisti proizvod. Zadnja razlika pa je razlika v upravičenju. Pri pravni lastnini govorimo o de jure upravičenju, torej upravičenju po samem pravu oziroma glede na pravni red.
Pri ekonomski lastnini pa govorimo tako o de jure upravičenju, kot tudi de facto upravičenju. V bistvu najlažje se ponazori to de facto upravičenje na primeru, da otrok avto samo uporablja, pri čemer pa nima, na primer, lastninske pravice na samem vozilu. Hvala, da ste si vzeli čas in pogledali ta video. Upamo, da smo vam uspešno razložili snov. Vkolikor imate še kakršnakoli vprašanja, se obrnite na profesorico na predavanjih, asistentko na vajah ali neposredno na nas tutorje. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte in se naročite na naš kanal. Hvala, do naslednjič.